Lepo pozdravljeni v Akademiji, Sladki Akademiji. Čau! Danes bomo pripravili eno čudovito sladico in sicer tipično sladico iz avstrijskih smučišč, če slučajno še niste šli smučati ali pa če ne znate, tako kot jaz, nekoč bom. Pripravite tole sladico skupaj z menoj. Naredili bomo Gernknedl v topli vaniljevi omaki. Gre za bogato kvašeno testo, ki je pravzaprav podobno kot pri krofih. Pripravljeni so v soparniku, torej pripravijo se na sopari. Noter imamo slivovo marmelado, malce makovih zrn zdrobljenih in pa seveda, kot sem že omenil, toplo vaniljevo omako. Dajmo tole zarezati in boste videli, kako je mehko, sočno testo, ampak ta omaka vam bo pa osvojila srce. Poglejte tole marmelado, slivova, lahko date tudi kakšno drugo. Tole je božansko dobro. Res je mehko, puhasto in zelo aromatično. Kvašeno testo pa tale omakca, ki je v bistvu angleška omaka, popolna kombinacija. Dajmo jih skupaj pripraviti, pa gremo čim prej smučati. Moko stresemo v skledo mešalnika, premešamo še suh kvas, vzamemo metlico, premešamo toliko, da se kvas razporedi. Zdaj primešamo še sladkor ter vaniljev sladkor. Dodamo še nekaj soli ter naribamo limonino lupinico. Primešamo še mleko. Dodamo stopljeno maslo in pa jajca. Na koncu dodamo še rum ali aromo ruma in pričnemo gnesti testo. Gnetemo ga približno 8 minut oziroma toliko časa, da prične odstopati od stranic mešalnika. Oblikujemo ga v kepo in pustimo vzhajati. Takole, testo je zdaj fino vzhajalo, poglejte, kako bogato in puhasto je. Predlagam, da ga stektate, pri meni je prišlo 940 gramov testa in iz tega bom naredil 10 kroglic. Približno 90 do 100 gramov naj tehta ena kroglica, zdaj se pa kar lotimo dela. Testo zdaj oblikujemo v kroglice. Ko imamo vse kroglice lepe in oblikovane, bomo pričeli s polnjenjem Gernknedlov. Vzamemo eno kroglico, jo z dlanjo sploščimo. Fino je, da jo ob robovih malce bolj sploščimo kot na sredini, da bo marmelada čim bolj na sredini Gernknedla. Zdaj pa vzamemo marmelado, lahko je tudi kakšen drug čokoladni namaz. Slivova marmelada je sicer tradicionalna. Dodamo jo na sredino testa, nato pa vzamemo v dlan in previdno skupaj spnemo robove. Pazimo, da se nam marmelada ne dotika robov testa, tako se bo knedl bolje zaprl. Šive testa dobro stisnemo skupaj, tako da so popolnoma zaprti. Zdaj pa tole le nežno še oblikujemo v malo lepšo kroglico, nato pa pustimo vzhajati. Gernknedli so zdaj vzhajali po oblikovanju, pustimo jih vzhajati, so tople, jaz imam 20 stopinj tle noter in so vzhajali pol urce. Jaz sem jih razporedil 8 na pladenj, ki je rešetkast. Gor sem dal papir za peko, ki sem ga naoljil in kar vam zdaj govorim je to, da bomo naredili improvizirano parno pečico. Zdaj, jaz sem zasledil na spletu recepte, da se tole lahko kuha tudi kar v vrelem kropu, ampak lepše izpade, če mene vprašate, če jih pripravimo na pari. Lahko uporabite bambusov soparnik,
Kamor jih boste dali noter lahko 1, 2, 3, pa jih potem spotoma soparite ali pa sledite temole navodilu in boste imeli domačo improvizirano parno pečico. Vse to imamo na peki papirju. V pečici imam en globok pladenj, kamor bomo tole postavili gor. V pladenj bom še prej zlil vročo vodo in z močjo alufolije bomo naredili tako veliko kupolo, da bomo paro ujeli sem noter, da se bo tole fino soparilo. Zdaj pa kar naredimo. Tale improvizirana parna pečica je super, če nimate doma soparnika ali pa, če želite pripraviti večjo količino knedlov hkrati. Lahko pa vseeno uporabite soparnik, pravzaprav priporočam, da ga, če ga imate, ker bo tako najboljši rezultat. Soparnik namreč doda kljub vsemu več vlage, površina cmokov ne bo razpokala in tudi malce bolj bodo vzhajali med pripravo. Takole narejeno je, pomembno je, da se folija ne dotika noter naših knedlov in pa, da imamo tule ob strani, bo šla para ven ali pa če imate drugače, pa prepikajte. Skratka, pomembno je, da se bo para krožila in da bo šla lahko tudi ven. Zdaj pa vlijmo previdno vročo vodo v pekač, ki je že v segreti pečici. Vročo vodo previdno vlijemo v globok pekač, zdaj pa gor postavimo to našo improvizirano pečico. Pečica je segreta na 180 stopinj Celzija, zdaj bomo pa tole soparili nekje 18 do 20 minut. Če bi delali v soparniku na štedilniku, bi mogoče bilo tudi par minut hitreje, ampak tle bo malce dlje trajalo, ker je le večja količina knedlov noter in tole je super ideja, kako lahko vse 1, 2, 3. Medtem ko se cmoki pripravljajo, naredimo še angleško kremo, recept zanjo pa najdete tukaj le zgoraj ali pa spodaj v povezavi v komentarju. Evo jih, gern knedli so. Jaz bom bi pokazal, kaj se ti zgodi, če se slučajno ta metoda, ker sem si jaz mislil zdaj, če se folija dotika samega cmoka. Zgleda, da se zapeče, tako da pridite malo bliže, pa pogledajte tole. Malce so kakšni popokali, ampak to ni nič hudega. Zdaj bomo na hitro, ko so še topli, premazali z maslom, pa pride gor mak. Ampak tole je pa zato, ko se je folija dotikala, zato le pazite, da se vam alufolija ne dotika, če boste delali po tej metodi, če boste delali pa v soparniku, se vam pa to itak ne more zgoditi. Zdaj pa tole premažemo z maslom, damo čez mak, potem pa postrežemo z angleško kremo, oziroma s tako fino, toplo vaniljevo mak. Še tople cmoke premažemo s stopljenim maslom, nato pa vzamemo drobljen mak in ga posujemo po vrhu cmokov. Jaz mislim, da so ta mak dal gor, ker sem se že spraševal za kva. Ta mak je gor ziher zato, ko je že ljudem večkrat popokal. Predstavljajte si tam v restauraciji, ko tega naredijo na stotine na smučiščih in pa zato se fajn skrije, nič se ne vidi. Zdaj pa vzamemo tole omako, jo damo na krožnik. Kar fajn, eno šeflo in na tole gor, kako je dobro, in na tole gor postavimo tale gern knedl. Tale vaniljeva omaka se res izvrstno poda k tem mehkem, puhastem testu, ki je pravzaprav zelo podobno kot testo za krofe. Kar predstavljajte si to sočno testo, ki je polnjeno z dobro marmelado in zraven še topla omaka. Ampak jaz se ne morem zadržati, da kar ta trenutek ne pogledam, kakšni so noter. Bomo zdaj enega tega, ki je malo bil na dopustu na morju. Malo preveč na soncu, gledajte to, kako je to mehko testo in noter slivova marmelada. Slivovo marmelado lahko nadomestite tudi s kakšno marelično marmelado ali dodate mogoče čokoladno lešnikov namaz ali karkoli želite. Tudi pistacija je bilo tole dobro in pa bi bili dubajski gern knedli. Gern knedli so zdaj pripravljeni, želim vam obilo užitka ob ustvarjanju in seveda, dober tek!